Dobrodošli na mojem kanalu Fine Jessa. Najprej bi se rada zahvalila vsem 500 subscriberjem. Sem ful vesela, da sem prišla do take okrogle številke. Smo na pol poti do 1000, kar je moj cilj, trenutni. Pol pa upam, da še kaj več. Ker je danes nedelja, se mi zdi primeren dan, da objavim ta video, mojo nedeljsko rutino oziroma priprave na teden. Predvsem na ponedeljek, ker je ponavadi najhujši dan v tednu. V bistvu priprave naj bi ti pomagale, da ti olajšajo začetek tedna ali pa mogoče cel teden. Tako da se malo si splaniraš stvari, pospraviš kaj in ja. Zdaj pa vabljeni k ogledu moje rutine. Jaz sem ponavadi za vikende kje drugje in ko pridem nazaj v Ljubljano, si ponavadi pregledam hladilnik, če je vse še v redu, če se ni mleko skisalo ali pa kaka solata se gnila. Tako da najprej to uredim, pregledam, če je vse v redu, dodam nove stvari. Začnem s pospravljanjem sobe, ker jaz ful ne morem funkcionirati, če imam razmetano sobo, mislim, lahko funkcioniram, samo sem ful neproduktivna. Tako da to, da si pospravim sobo, je ena izmed prvih stvari, ki jih naredim. Ali pa stanovanje, zdaj je odvisno, no, pač jaz večino cajta preživim v sobi, ker si delim stanovanje, ampak ja. Najbolj fajn za brisanje praha so ti Hofrovi robčki, to so moja stalnica, vsak teden brišem z njimi. Jaz imam ta planer, ko sem si ga sama naredila, tako da si dejansko napišem svoj teden. Lahko si bi to naprej naredila, ampak se mi zdi ful fajn, tako malo sproščujoče, da si napišem, malo premislim, si vzamem cajt malo za sebe, no. Zraven ponavadi poslušam muziko ali pa kak video pogledam. Kaj si pišeš v planer je, mislim, tvoja stvar, zdaj vsi imamo drugačen način življenja, drugačne dejavnosti, ki jih delamo. Eni si tudi planirajo obroke, jaz si to ne delam, zato ker pač jem bolj po občutku, torej če se mi lušta slano, jem slano, sladko, jem sladko. To si ne planiram, ampak recimo, ko si hladilnik pospravim, imam nek pregled, kaj imam in si v glavi vseeno malo naredim, katere možnosti imam, da jem čez teden, no. Ponavadi je itak eno in isto, ampak vseeno. In pa si začnem pisati to, kar že vem, da imam, ostale stvari si pa sproti pišem. Imam ličenje, pač to je neka dejavnost, ki se mi večkrat ponavljajo, ponavadi tudi označim s temi selotejpi barvnimi. Tam na levi strani imam pa plac, da več stvari napišem, da nisem omejena samo na one kvadratke.
Ena izmed ful pomembnih stvari, ki jih delam ponavadi čez cel teden, ampak največkrat v nedeljo, je, da si pripravim obleke, kaj bom drugi dan oblekla. Da zjutraj ne uporabljam svoje odločitve za to, kaj bom oblekla, ker imamo v enem dnevu samo določeno število odločitev, ki jih lahko sprejmemo. Pol, ker jaz sem dosti na računalniku, imam ful videov, slik in se mi to ful preveč nakopiči, si pregledam, kaj rabim, kaj ne in potem zbrišem. Ponavadi to delam sproti, ampak v nedeljo je fajn, da res vse pregledam. Pol, ko naredim vse te stvari, poskrbim za sebe, skoraj vedno si v nedeljo operem glavo in si tudi probam narediti to masko, zato ker zaradi tega prhljaja, ki ga imam pozimi. Pol, ko si to utrem v lasišče, si naredim čop, medtem pa delam druge stvari. Tukaj sem si očistila make-up, ki si ga ponavadi očistim z čistilno peno, ampak sem v tem primeru je nisem imela. V ogledalu lahko vidite, da gledam stream od Kevina. Ker je zima, imam ful suho kožo, si na predele okoli nosa in po čelu, kjer se mi tudi tako malo lušči koža, dodatno nanesem to kar kokosovo olje, lahko si vazelin ali pa res kak ful vlažilen serum, ampak to je kot neka maska, začasno si pustim, da res ful navlaži. Pol si gremo pred glavo in si splaknem vse iz obraza, da imam čisto kožo in pol uporabim masko, ki jo imam na obrazu približno 15-20 minut. Medtem ko imam masko na obrazu, si nalakiram nohte, to tudi več kot enkrat na teden ne delam, ker se mi ne da. In potem si počešem lase, posušim. Sploh v nedeljo se mi zdi, da je pomembno, da gremo v pravi cajt spat, da ne zavlačujemo, kar jaz še kar pogosto delam, no. Ampak se trudim, da ne, zato ker če ne spiš, dosti slabe volje. To je moja nedeljska rutina, upam, da vas bo moj video malo inspiriral, da se pripravite na ponedeljek, zato da ne boste grozni, ko je vedno. Hvala za vašo pozornost in čau! Missing someone